Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni na vsakoletnem shodu miru. Na shodu, kjer se vsako leto znova in znova zavežemo k ohranjanju vaših spominov, vaših opominov, vaših vrednot. Zavežemo se k solidarnosti, sočutju, pravičnosti, tovarištvu. Zavežemo se ljubezni do sočloveka. Iz leta v leto podajamo tudi težke spomine. Kako se lahko rojeva zlo, če dobri ljudje pogledajo stran in utihnejo. Pozdravljeni na srečanju vseh žrtev vojnega nasilja, njihovih sorodnikov in prijateljev, vseh nas, ki imamo svoje sezname. Ljudi delimo na tiste, ki spoštujejo človekove pravice in na tiste, ki jih ne. Prosim predsednika taboriščnega odbora Ravensbrück, Matjaža Špata, za pozdravni nagovor. Pozdravljeni vsi prisotni. V imenu taboriščnega odbora Ravensbrück pri Zvezi Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije vas prijazno pozdravljam na vseslovenskem že 64. srečanju bivših internirank, internirancev, političnih zapornikov, izgnancev, ukradenih otrok, njihovih svojcev in prijateljev v Portorožu. Pozdravljeni na srečanju, ki je edinstveno v slovenskem prostoru in naši zavesti. V iskreno veselje mi je, da ste nas s svojo cenjeno prisotnostjo in svečanim nagovorom ponovno počastili gospa predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar. Skoraj vsaka slovenska družina, tako kot vaša, je zaznamovana s taboriščno usodo. Lepo pozdravljeni tudi soprog, dr. Aleš Musar, katerega teta Erna Musar je bila taboriščnica, prva predsednica taboriščnega odbora, pesnica. Spoštovana predsednica, hvala za izkazano čast s podelitvijo državnega priznanja ob 80-letnici konca druge svetovne vojne, zlatega reda za zasluge, Zvezi Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Hvala v imenu vseh članic in članov taboriščnega odbora Ravensbrück, ki te vrednote živimo in udejanjamo. Prireditev posvečamo našim tovarišicam in tovarišem, tu prisotnim, Miri Lipičar, Albinu Piberniku, Poženel Majdi, Šporin Jelki in sestri Lutnik Anici, dr. Janezu Žmavcu, Tončki Senčar, Teo Colnarju, Antonu Mihelju, Justini Vidmar, Jožici Juk, Francu Anderliču in Pavlici Zgonik Tatjani. In tistim taboriščnicam doma, Elzi Kumer Mavrič, Stanki Simoneti Kranc, Pavli Sinšič in Fani Dajzinger, ki nas preko internetne povezave spremljajo doma. Prisrčen pozdrav prisotnim častnim gostom, magistrici Mejri Hot, podpredsednici Državnega zbora. Doktorici Ljubici Jelušič, podpredsednici Zveze Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Prisrčno dobrodošla spoštovana gospa senatorka Tatjana Rojc s soprogom.
Iz urada predsednice Republike Slovenije so z nami magistrica Nataša Dolenc, svetovalka predsednice za nacionalno varnost, Aleksis Kok, svetovalec predsednice Republike za politične zadeve in gospa Danaja Kek. Pozdrav magistru Marku Koprivcu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za razvoj in kohezijo in državni sekretarki na Ministrstvu za pravosodje magistrici Andreji Kokalj. Pozdrav tovarišici Julijani Žibert, častni meščanki Ljubljane in predsednici Zveze borcev Ljubljane, ter njeni podpredsednici Meti Verbič. V imenu občine Piran je z nami gospod Kristjan Poleti. Pozdravljen dr. Tomaž Čas, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever s soprogo. Pozdravljen Bojan Šoper, podpredsednik Zveze slovenskih častnikov. Pozdravljen Vladimir Pegan, generalni sekretar Zveze društev vojnih invalidov Slovenije. Toplo dobrodošlico izrekam delegaciji koroških Slovencev. Magistrici Danijeli Topar, predsednici Zveze slovenskih žena, doktorici Mirjam Cviter Šlemic, predsednici Zveze koroških pregnank in pregnancev, in Koletnik Mojci, podpredsednici Zveze koroških partizanov in Zveze slovenskih žena, Marici Pradeto in Paster Zorki, dolgoletnima aktivnima članice Zveze slovenskih žena. Dobrodošla delegacija VZP AMP Evald Antolčič Stojan iz Križa pri Trstu, predsednik Ljubo Košuta in član Paolo Košuta. Dobrodošel Franko Košuta. Prijazno dobrodošli predsednica, dirigentka, pevke in pevci Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič iz Trsta. Pozdravljena Aleksandra Hribar, predsednica Društva ukradenih otrok, in Dora Levpušček, predsednica Društva izgnancev Severne Primorske, ter Teo Solnar, predsednik Društva izgnancev Koper, Izola in Piran. Poseben pozdrav praporščakom, ki so počastili našo prireditev. Hvala. Zahvala vsem sponzorjem, ki pomagajo pri ohranjanju spomina in opomina. Spoštovani, danes se srečujemo v imenu spomina, v imenu poguma, dostojanstva in ljubezni do življenja, ki so ga ohranile tiste, ki so preživele nepredstavljivo, in tiste, ki jih ni več z nami, a so pustile sledi v nas, v zgodovini, v tišini, ki govori več kot besede. Zbrali smo se v čast našim materam, babicam, tetam, ženskam. Srečanja so se začela pred več kot 60 leti in pred 20 leti prerasla v vseslovenska srečanja žrtev vojnega nasilja. Pridružili smo se jim tudi svojci, prijatelji, in tako je ostalo vse do današnjih dni, ko na mestu, kjer so nekdaj sedele taboriščnice, sedaj sedimo njihovi potomci, prijatelji in znanci. Tudi v zadnjem letu so se od nas poslovile drage tovarišice in tovariši. Vse prisotne prosim, da z minuto molka počastimo spomin na vse,
ki so vsak na svoj način prispevali k temu, da danes živimo v svobodni domovini Sloveniji. Slava in hvala jim. Prireditev letos poteka pod naslovom Ta svet je pesmi vreden. Vreden je vsakdanjih drobnih dejanj dobrote, vreden je mladih, ki sanjajo, vreden je upora proti sovraštvu, vreden je, da ga ohranimo človeškega. Misel Frana Milčinskega Ježka posvečamo številnim slovenskim taboriščnicam in taboriščnikom, izgnancem, ukradenim otrokom. Za vse nas, ki smo rojeni v svobodi, je še kako pomembno, da negujemo spomin na tiste, ki se niso vrnili. In na vas, ki do danes nosite neizbrisne brazgotine. Ve, drage taboriščnice, taboriščniki, ukradeni otroci, izgnanci, borci za svobodo, ste temelj naše narodne biti. Zato hvala vam, ker desetletja in desetletja pripovedujete in podoživljate za nas, da smo iz vsake vaše besede doumeli, kako dragoceno je življenje, kako dragocena je svoboda, kako dragocen je mir. Zahvaljujem se vsem, ki ohranjate te spomine, ki jih nosite naprej, ki učite, pripovedujete, pišete. In hvala vam, ki ste tu. Vi ste tisti, zaradi katerih spomin ne bo izgubljen in upanje tudi ne. Tudi v teh časih, ko se zdi, da se nekateri iz zgodovine niso prav nič naučili. Zato je naša zaveza, da morda še bolj kot kadarkoli doslej ohranjamo vaš spomin in opominjamo. Drage naše punce, tovariši, spoštljiv poklon in hvala. Radi vas imamo in ponosni smo na vas. Vse dobro vam želim tudi vašim svojcem, prijateljem in somišljenikom in nasvidenje do naslednjega srečanja. Naj nas vodi pesem, ker ta svet je pesmi vreden. In kot je še zapisal Fran Milčinski Ježek, ljudje, prižgimo luč. Naj luč na cesti sije za otroke naše male. Ko njihov bo ta svet, naj vrt jim bo, ne skale. Hvala. Najprej en lep dober dan vsem skupaj. Spoštovane nekdanje taboriščnice in taboriščniki, izgnanke in izgnanci ter ukradeni otroci, spoštovani svojci žrtev vojnega nasilja, spoštovani organizatorji, predstavniki veteranskih in zamejskih organizacij, cenjeni visoki gostje, mislim, da lahko rečem, dragi prijatelji. Pred vami vsako leto, odkar sem predsednica, stojim s ponižnostjo in predvsem globokim spoštovanjem, kajti ste priče najtemnejših poglavij naše zgodovine. Z bolečino, pogumom in človečnostjo ste postali živi opomin, da svoboda in človeško dostojanstvo nikoli ne smeta biti samoumevna. Tradicionalna vseslovenska slovesnost internirancev, izgnancev in ukradenih otrok ni le pomemben zgodovinski spomin in opomin, temveč je veliko več. Prežeta je s simboliko ohranjanja slovenstva, dolgoletnega spoprijemanja s fašističnim in nacističnim nasiljem, poskusi podjarmljanja in izbrisa slovenskega naroda, jezika in kulture. Naši rojaki, nekateri ste danes tu med nami, so in ste v tistih temnih časih doživljali nepredstavljivo. Prisilno zbiranje in transport ob puškinih ceveh, ločevanje družin, jok otrok in mater, grozoto bodeče žice, mraz, lakoto, nečloveške razmere in smrt.
Kljub razčlovečenju in trpljenju Slovenke in Slovenci nismo klonili. Ostali smo pokončni ter se s pogumom in upanjem uprli okupaciji. Stopili smo na pravo stran zgodovine, si priborili svobodo in tlakovali pot do lastne države, na kar moramo in tudi smo biti ponosni. Na pogorišču druge svetovne vojne je mednarodna skupnost pretresena ob milijonskih žrtvah in razsežnosti razdejanja, upala, da bo človeštvu v prihodnosti uspelo z razumom in odločnostjo negovati mir, človekove pravice in svobodo. Organizacija Združenih narodov je bila oblikovana prav zato, da bomo izbrali pogovor pred konfliktom, razumevanje pred sovraštvom in skupnost pred razdorom, da bodo osrednje vrednote svetovnega sobivanja, svetost človeškega življenja, medsebojno razumevanje, dogovarjanje in mirno reševanje sporov. Kljub prizadejanim bolečinam, zločinom in krivicam ste bili glasniki teh vrednot vedno tudi interniranci, izgnanci, ukradeni otroci in svojci. Veste, včasih, ko bi bilo precej lažje izbrati jezo in sovraštvo, ste vi izbrali plemenitost, dostojanstvo in pogled v prihodnost. Zato se vam v imenu Republike Slovenije iskreno zahvaljujem, da ste v slovenski družbi glasniki miru, dialoga, razumevanja, odpuščanja in strpnosti. Hvala, ker s svojimi dejanji dokazujete, da se mostovi gradijo s pogovorom, ne s kričanjem in da smo ljudje, to iskreno verjamem, najmočnejši takrat, ko izberemo sočutje. Spoštovane in spoštovani, v prejšnjih stoletjih smo doživeli številne boleče udarce in zablode človeške zgodovine. Vendar tragični dogodki v Gazi, Ukrajini, Sudanu, Siriji in še marsikje drugje žal kažejo, da se nismo dovolj naučili, še huje, da smo zašli. V svetu znova vidimo ponavljanje starih vzorcev in napak, kot so številni konflikti in oboroženi spopadi, nacionalistična retorika, sovražnost in strah pred drugačnimi ali manjšinami, vsiljevanje interesov posameznih držav v škodo drugih in, kar mene osebno najbolj boli, nespoštovanje mednarodnega prava. Zadnji čas je, da 80 let po koncu druge svetovne vojne dojamemo, da skrajne ideje in politike ne krepijo zaupanja in ne prinašajo boljšega življenja, ampak vodijo v nestabilnost, v kaos in upam, da ne tudi v propad. Zato trdno verjamem in se zavzemam, da edina globalna svetovna multilateralna organizacija ne sme biti potiskana na rob, blokirana ali celo razvrednotena. Za svetovne težave je treba iskati skupne rešitve s pogovorom, sodelovanjem in ne z močjo in silo. Zanje, veste, pa potrebujemo državnike v pravem pomenu besede. Takšne, ki ne vodijo politik s preračunavanjem osebnih ali ozkih političnih interesov, ampak z močjo odgovornosti. Takšne, ki vidijo dlje od enega mandata ter razmišljajo o generacijah in ne o volilnih ciklih. Svetovni politiki potrebujemo ljudi z vizijo, moralno trdnostjo in pogumom, da ob težkih odločitvah ne pogledajo stran, ker bi bilo to morda zanje prikladnejše. Ali, kot je zapisal nekdanji predsednik dr. Janez Drnovšek, potrebujemo državnike z višjo stopnjo zavedanja. Združeno človeštvo potrebuje svojo organizacijo Združenih narodov. Zdaj je skrčena in stisnjena v interese moči, vpliva, dobička, tudi sebičnosti, vendar tako ne bo več šlo dolgo naprej. Ljudje dvigujemo zavest. Šli bomo naprej in Organizacija Združenih narodov bo morala iti z nami.
škoda je le, da ne stopa pred nami. Konec citata. Spoštovani, vsaka sprememba se začne z enim pogumnim glasom, z eno zavestno izbiro, z eno odločitvijo, z enim dejanjem. Eno dejanje lahko vzbudi upanje, da dobro tudi v času najhujšega zla ni izgubljeno, tako kot je doktorica Anica Mikuš-Kos v spominih na vojna leta opisala nepričakovano srečanje z dobroto v času najstrašnejšega preganjanja. Ali ko je Aleksandro Kornhauser, njena sointerniranka na prisilnem delu v avstrijskem Steyerju, naučila 200 let staro nemško uporniško pesem Die Gedanken sind frei, ki pravi: pa če me vržejo v najtemnejšo ječo, vse to bo zaman, saj moje misli podrejo vsa vrata in zrušijo zidove. Misli so svobodne. In ja, svoboda se začne v naših mislih, svobodomiselna dejanja posameznika pa imajo težo, ki postane neustavljiva sila, ko se ji pridruži množica. Dragi preživeli, svojci in potomci žrtev vojnega nasilja, vsak od vas je bil nosilec teh sprememb, ki so oplemenitile in okrepile slovensko družbo kot celoto. Zaradi vas se je v naši skupnosti ohranila zavest, da moramo vrednote narodno-osvobodilnega boja, svobode, dostojanstva in miru ohranjati kot temelje skupne prihodnosti in jih prenašati na mlajše generacije. Vaša življenjska moč je dokaz, da je mogoče zmagati nad nečloveškostjo. Vi ste varuhi spomina in hkrati glasniki upanja, da bodo prihodnje generacije znale graditi svet miru, pravičnosti in sožitja. Iskrena vam hvala in še enkrat, 100-krat, če bo treba, je treba izreči ta stavek: naj ne bo nikoli pozabljeno. Lansko leto smo se torej razšli z obljubo, da bo naslov letošnje prireditve Ta svet je pesmi vreden. Naslov je bil izbran v upanju, da se svet v tem času vendarle utiri v prave smernice, pa se ni. Zato je nastala dilema pred današnjim mirovnim shodom tu v Portorožu, ali ohraniti ta naslov, ali izbrati drugega, ali pa morda na koncu samo zamenjati ločilo in postaviti na mesto pike vprašaj. Torej, je ta svet res pesmi vreden? Ostajamo pri izbranem naslovu, zato ker nas zgodovina vendarle uči, da brez upanja ali še bolje brez prepričanja v dobro v ljudeh ne bo porojeno nič dobrega. In še en razlog je, da naslov ostaja. Ta svet je namreč pesmi res vreden, in to pesmi Kajuha, Bora, Kocbeka, Minatija, Milčinskega, Papavčka in Zlobca. Ja, ta svet je danes morda bolj kot kadarkoli doslej, odkar se srečujete tukaj v Portorožu, res pesmi vreden. Pesmi upora.
Ena najbolj razpoznavnih fotografij osvobojenega Trsta dobre 3 mesece zatem. Dekle v belem plašču, ki stopa ob konjeniku, je Roža Samec, poročena Pečenik. Mama Mirana Pečenika, člana kolektiva Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič. Prvega maja 1945 se je na tem trgu v Trstu prvič razlegala slovenska beseda. Te množice ljudi, ki se je zgrinjala iz vseh predelov mesta, prihajali so ljudje celo iz Krasa. Mi smo enostavno noreli ljudje. Ljudje so jokali, se objemavali. Nisem bila pripravljena na to, da bom pred 100.000 glavo množico na Piazza Unità, ki je bila polna ljudi, morala spregovoriti in da bom spregovorila v slovenskem jeziku. Moj dedek Aleksandar je ta dan doživel v Trstu. Spomladi leta 1945 so namreč člani frontnega gledališča 7. korpusa prejeli povelje, naj se z Notranjske premaknejo proti Primorski in nato dalje proti Trstu. Presrečen je bil, da gredo na Primorsko in da bo po 16 letih videl rojstni kraj svojih staršev in da bo videl tudi svoj rojstni kraj, Gorico. 7. maja zvečer so nastopili na radiu Trst. To je bil prvi nastop v slovenskem jeziku v osvobojenem Trstu. Zapornica in taborišnica Dana, bodoča Aleksandrova žena, takrat se še nista poznala, pa je prav v teh dneh, tako kot številne druge na severu Nemčije, zaključevala svoj pohod v svobodo. To je bil tako imenovani marš smrti. Križova pot. Nas so pa šparali, da bi nas imeli za svoj ščit. A mislili so se v led spustiti, samo niso časa imeli. Mrzlo, mokro, samo da bi lahko za minuto zaspali. Aufstehen, weiter. In čakira ni mogla. Takrat so mi prvič prišle solze v oči. Ne vem, če bi prehodila, če bi naj bi naše dekleta litjake pomagale, pa da so me od časa do časa prijele, strani. Moral si zdržati, moral si hoditi. Ko je pa kjera obne mogla, je pa samo rekel, ne stopi na desno, pa jo je strelil. Pred nam so šli zgleda že drugi, ker so bili že vsi jarki polni teh ustreljenih ljudi. Po 5 dneh mi smo utrujene popadle dol in ko smo pogledali okoli sebe, smo videli, da ni več SS-ovcev, ne psov, ne nikogar. Zginili so, mi smo ostale same. Civilno prebivalstvo pa tudi prestrašeno, tako kot mi, Pa bežali, bombe so padale, topovi so streljali. Enega vojaka mrtvega, tam enega mrtvega, tam cela družina mrtva. Ta zadnje trenutki vojne, v Nemčiji, grozljiv, vam rečem. Mi smo bili pa zelo veseli, kaj bo konc, Vse presrečni smo bili. Tam smo pritekli skupaj in se objamali in pozdravljali, ne vem kaj, med 17 Slovenkami, pa smo bili mi vse 4 skupaj, mi sestre bile. Tišina, nikjer več ne bobnenja, ne streljanja, ničesar, tišina. In tedaj zagledamo nekega kozaka in je rekel: Jevuške, svoboda. To je bil največji užitek gledati Nemce, ko so bili premagani. Dol je bila pekarija, smo šli po kruh,
In so Nemci stali v vrstah, mi smo to tako ponosno šli kar naprej. To je bilo eno tako, brekla otročje zadoščenje. Takrat je bilo vse prosto, ne. Si lahko hodil, kamor si hotel, ne. In posod smo se bali. Same staruhe je delal. Pride pa do punčke, kliče mame. Tam smo mi čakali 4 mesece, da smo lahko šli domov. Reveži, kolikor smo bili, daleč, kolikor smo bili, Evropa vsa razbita. Si ne morete misliti, kaj je to bilo preseljevanje narodov po vojni. Vse, kar križem je šlo, vsak je hotel domov jeti. To brez konca. Ogromnih vozičkov je bilo vse posod. In jaz sem dobila en kovček čevljev nobenih, ima 4 zelo lepe obleke. Še zdaj imam gumbe od tiste obleke shranjene doma. To vam povem, da smo imeli več sreče kot pameti, častna beseda. Nihče nas ni posilil, nihče nam nič grdega ni naredil. Speljali smo to in srečo smo imeli, a veste, kaj to pomeni, 5 punčk takih, ena lepša kot druga. Ko smo se vračali domov, nas je eden slikal in jaz sem tisto sliko po čudežu, ne vem kako, ohranila in sem jo dala po večer in bom pokazala, kako sem bila tudi jaz slepa, ko sem bila mlada.
Tole pa je ena najbolj poznanih fotografij osvobojene Ljubljane. 13 intervjujev v enem samem mesecu je dal dr. Marko Vrhunec ob praznovanju 70. obletnice zmage nad fašizmom in nacizmom pred 10 leti. In vedno znova in znova isto vprašanje. Kako je bilo, ko ste leta 1945 z brigado vkorakali v osvobojeno Ljubljano? Ja, kako drugače kot pa lepo, po ramenih so me nosili, lep dan je bil. Prelepa si bila Ljubljana v gozdu zelenih bregov in vidno stojine kot mama, popotnika kličeš domov in vrača se tvoje naročje, vsak rovar čez dol in čez hri, tu čaka ga streha naročje in toplega srca objem. Gremo, kadar svet nas zamika in pravimo nič več nazaj, a v srcu nam tvoja je slika, ki spremlja poslednji nas kraj. Prelepa si bila Ljubljana, v dvoje od tebe ne gre, saj srca so nam prikovana, z verižico zlato na ti. Prelepa si bila Ljubljana, v dvoje od tebe ne gre, saj srca so nam prikovana, z verižico zlato na ti, z verižico zlato na ti. Ko so nas od doma odgnali kakor pse, je na polju pšenica zorela. Nihče ni požel. Namesto v šolo smo šli v izgnanstvo. Pridemo pa po 3 letih domov. Doma vse požgano, izropano. Še žlice nismo imeli. Kovinsko ploščico številko smo prinesli domov. Bili smo le družina številko in ne ljudje z imeni in priimki. Tri mrtve pomladi, tri mrtva poletja, cvetovi brez mene zorenje, brez mene jasnina, brez mene nevihte, brez mene ljubezen in boje v besnenje. A bolj kot pomladi, vse bolj kot poletje, In
polja in najdažji klije, prav kmalu bo bilo in rdeče cvetila, kot naša ljubezen, kot kri žrtvovana, kot nikdar bo rasla, kot nikdar dehtela. Vedela sem, da mož ne bo preživel Auschwitza. Jaz pa sem ga morala. 3 otroke imava. Vse 3 so nama vzeli. Tistega avgusta. A si predstavljate, materi vzeti še ne 1 leto starega otroka? Moram jih dobiti nazaj. Rdeči križ mi bo pomagal. Vse 3 bom dobila nazaj. Tudi najmlajšega. Modre oči ima in svetle lase. Določili so ga, da je južni Bavarec. Dobila ga bom nazaj, pa naj njegova nemška mati 100-krat reče, pusti mi ga, saj imaš še 2. Jaz sem njegova mati. Pa tudi, če zdaj ne razume še niti ene same slovenske besede. Dobila ga bom nazaj. Jaz smo imeli tak krožek, pa smo risali plakate za na vlak obesiti, ker smo slišali, da pride po nas. So nas zelo, zelo prepričevali. Pojdite v Amerike, tam vam bo najboljša. Ne, mi gremo pa domov. Gremo očko to, očko nas čaka. Kdor gre v Jugoslavijo, vsakega partizani ubijejo, je eden rekel. Sem ka prav, bom pa doma umrla, če že v lagerju nisem. In naša lokomotiva nas pripeljala, pa trobla, celo pot, pa pelj partizanske pesmi. Je tukaj sem jokala takrat, od samega je sreče pa vesela. So tam otroci čuli, da govorijo slovensko. Veš, to sem se tako zapomnila. No, mi so tukaj pa vse slovensko govorijo. Pa se res je vredna ta zemlja, lepo ljubim. 30. julija 42 se nas odpeljali, 30. julija 45 sem prišla domov. Domov sem prišla komaj 28. avgusta. Tako krasen tisti Tivoli je bil. To je bilo septembra, 1. dni septembra, tako krasno poletje. In potem so Italijani peli eno pesem italijansko. Jaz sem rekla, a se ne bomo rešili teh Italijanov, ne? So nas povabili v njihovo menzo na pasulj in so se čudili, koliko smo jedli, ne? Prav kam boš ti šla? Ne vem. Nimam moža, nimam strehe, nimam posle, nimam nič. Jaz nisem vedela, ali so starši živi, ali je brat, ali je mož, ali so prišli iz partizanov, pa sestra. Brat tiskaj v Auschwitz je umrl, pa ubi sestra, pa mama. No, enega brata so pa preustrelili. Tako da sama sem ostala. Res čudež, vrh čudež. Mama pa od ene do druge, ma kaj ste res, ma kaj je tu mogoče, kaj ste res vse 4 prišli. In njen oče, pa še en stric, pa moja mama, so 3 ostali živi po taborišču. Sem pa res pokleknila, pa sem zmolila oče naš, da sem se vrnila nazaj na svoj domač kraj. Na moj dom tu. Doma je bilo vse opustošeno, nič ni bilo, ne. Še ključavnice so bile dol pobrane, vse razbiti dom. Ti zidov je črn vžgan. Sem rekla, veš, oče, ti si tukaj si padel, glih pred vhoda.
tlele si je kri pordečela sneg. Zdaj pa je lepa zelena trava ven raste. Jaz sem se dol pokliknila, pa sem tisto travo napipala, pa sem tako letela. Pa sem ga oče, ti zdaj z groba vstal. Prišla sem nazaj, vse to, kar si mi rekel. Sem si žlico rezala žile, da bi samo mor naredila. Pa tam sem šla na električni drut, pa nisem se mogla fardirbati. Rekel, vse sem te jaz ahto. Pa pridem do domačo hišo, pa ni bilo očeta doma. Ja, kje pa je? Ja, pri sosedu tam radio poslušajo, ne. Ta mala je morala po očeta iti, ne, potem je bilo pa. Pa je pa rekla, kadiš? Sem rekla, ja, bom je dal pa cigaret ali svoj. Pa sem žihar kadila. In potem se je začela svoboda. Skoraj 2 meseca smo potovali domov. V Murski Soboti pa si nas vlada drzne vprašati, če smo bile na počitnicah. Na moji prvi legitimaciji je pisalo tudi posebno znamenje, številka na levi roki. 8, 2, 3, 9, 6. Ljubo dejte, v ujetništvu na skrivaj rojeno, domov prinešeno. Partirono le rondini dal mio paese freddo e senza sole, cercando primavere di viole, nido d'amore e di felicità. La mia piccola rondine partì senza lasciarmi un bacio, senza un addio partì. Non ti scordar di me, la vita mia legati a te. Io t'amo sempre più, nel sogno mio rimani tu. Non ti scordar di me, la vita mia legati a te. C'è sempre un nido nel mio cor per te, non ti scordar di me. Non ti scordar di me, la vita mia legati a te. C'è sempre un nido nel mio cor per te, non ti scordar di Niti 40 kilogramov nisem imela, ko sem se vrnila domov iz taborišča. Konec avgusta je bilo. Taboriščno obleko sem prinesla s seboj za spomin. Za opomin. Dolgo o tem ne bom mogla govoriti.
da sem vsako noč sanjala krike žensk in otrok, da sem bila živ eksperiment. Poročila se bom z nekom, ki razume to grozo. Med vojno je bil taboriščnik v Gonarsu, potem borec prve prekomorske brigade, po vojni častnik, diplomant inženirske akademije v Moskvi. Pa spet zaprt. Goli otok. Zahtevali bodo, da ga zapustim. Ne bom ubogala. Celo obiskat ga bom šla. 2-krat. Enkrat bom s seboj vzela najinega sinka. Ne bodo dovolili, da ga vidi. In potem se bo vrnil domov. Skupaj bomo gradili domovino. Srečno in srčno. Tako, o kateri smo sanjale tam. Se naše prav
taboriščnice se začno ponovno srečevati, začno se vračati tudi v taborišča. Kasneje medse sprejmejo še druge žrtve vojnega nasilja. Oprostile so že zdavnaj, pozabiti pa ne morejo. Pa saj se ne sme pozabiti. Tu v Portorožu vedno pripovedujemo zgodbe ljudi z imenom in priimkom, ki so del svojega življenja preživeli zgolj kot številka, ker so pač pripadali napačnemu narodu, napačnim vrednotam, morda prepričanju. Ali pa preprosto zato, ker so živeli tam, kjer po prepričanju nekoga pač ne bi smeli. Sledila je kazen brez zločina in brez pravične sodbe. To so izpovedi od tam, kjer je zločin dobil status obrti, kjer se je še celo smrt utrudila do smrti, tam, kjer so preživele pekel, kjer so doživele razčlovečenje. A čigavo razčlovečenje? Ena izmed taboriščnic, novinarka Rapa Šuklek, je v enem svojih zadnjih intervjujev dejala takole: o razčlovečenju taboriščnic v taborišču ne vem nič. Kvečemu oni so bili razčlovečeni. Mi smo bile ljudje, oni pa živali. Nisi mogel verjeti, kam si prišel. Kruto. Vse tiho, kad zajamali smo, vsak smo vedeli, kak je. To ni bilo zapovedati. Vse tisto civilno obleko pobrali, do nahega slekli. Mama je rekla, mi hočemo delati. Poslal nas je na desno. Links, links, links. Take prošle. Mama, ljubi Bog, kje si. No, poj so jih pa skurili. Staro mamo, tato in tamalo. Rekli, da nam pačejo kruh. Pa smo dobili logarske obleke, pa številke.
82 421. 26 991. To je vse. To sem bila jaz, številka. Še žival ima ime, ne, ko smo imeli doma. Vsaka krava je imela svoje ime. Zdaj so nas bolj sam po številkah, po imenu, nič več. Ne. Ko živino po številkah so nas gnali. In to je bilo vsak dan na dan. Je bila pa pleh muzika. Ko si norce delajo z nas, ne. Zdrav pa kup mrličov. Ker gor so jih nametale. Tam so prej slekli, da so obleke še pol porabili za druge. Zakaj jo, ker si rekla, tale mrlič je moja sestra. Bila je ena sama krvava kepa. Pol je pa drugi rekel, da naj skuple jamo. In je mogla to sroto, ko je bilo do pasu skupan, noti z glavo porint pa zasut. Pa je noge ven imela in še migala. In jo ni smela rešiti. Zvečer, ko smo šle pa nazaj v lager, je pa moglo število štima, da jih je toliko prišlo v lager, kolikor jih je odšlo. Jo je mogla pa za noge prijeti pa vleč 1 uro domov do lagera. Tako je prišla domov, da ni imela več koža na glavu. Posod so te tepli. Ona ima tako boksala tu, da sem je kriv, z voza zavila. Preklela si jo. Tako potiho, na glas, se smela. Tudi za vsako stvar si se mogel sleči to nazga. Enkrat ni štimali, niso našli 2. Smo mogli mirno stati. V takem mrazku je bilo 30 ničlo in smo nage tam stale od jutra do večera. Pa veliko jih je šlo na žico, gor pa so se obesle, na električno žico. Ja, to sem pa bila. Sploh se niso ponašali, kot da smo ljudje, ne. Ena je rekla, frajna vas, kot da smo smetevana pa. Boh, frflute, kufali, ne da smo prokleta krave. Pa smo morali počakati, da so nam ene injekcije dali. To so nas okužili z malarijo. Enim so sekali tu na novih kosti, so pobrali muzek ven. Pa so me noge čisto zevle, pa mi je vse odegnilo, so se mi kosti videle, vsi nogi so mi škitali. Pa sem šla pa eni zdravnici, pa mi je pa skraj papirjem zavila, pa sem šla. Je psa nagnal in je tam prišel nas razstrelil. Suha smo pa tako bila. Tule med nogim sem lahko obe roke dala, sam takle tenka kost je bila pa debelo koleno. Grozno smo bili lačni. Zmaram ena ista ravna. Pa smo se tako navadili, tudi jaz, ko enega tlače grata še se ješ. Srček zlat bo delal tika tak, ko nad vodo bo plaval mrak. Jaz sem za vsako minuto hvaležna, zdaj ko živim, pa da imam vsak dan košček kruha, da imam en krompir. Skozi sem si želela, se rekla, v življenju ne bom tako dolgo živa, da bom še enkrat en sam krompir dobila, da ga pojem. In za vsak krompir sem hvaležna, ko ga imam. Kjer to ne doživi, kaj je biti zaprt, kaj je biti v lagru, ta ne ve, kaj je življenje. Kaj je svoboda? Jaz ne morem spati skozi majhno lino, gledam pusto noč, zajeto kakor jaz v teman obroč in mislim na te, moja dobra mati. Zajeto kakor jaz v teman obroč in mislim na te, moja dobra mati. O mama, če bi David tu bila, ne veš,
kaj se so delali z menoj. Iz ust mi kri je bruhala na tla. Mama, če bi David tu bila, bi moj krvavi obraz od lani zajela in tiho, tiho pesem mi zapela. Znala si dati mi srce in kri, kakor znale mati. Nesla si breme mnogih žalosti, šele zdaj to vem. Prvih mojih uspehov vesela si bolj kot jaz. In z grenkobo mi praviš, da bliža se slovesa čas. Rad bi ti rekel, da bom tu ostal, ob ognjišču tvojem. Strah me je, vem, ko bom od mize vstal, zajokala boš v ognju droge ljubezni, tvoj otrok postaja mož. Zadnjikrat vzemi me v naročje, mati bodiva prijatelja. Rad bi ti rekel, da bom tu ostal, ob ognjišču tvojem. Strah me je, vem, ko bom od mize vstal, zajokala boš v ognju druge ljubezni, tvoj otrok postaja mož. Zadnjikrat vzemi me v naročje, mati bodiva prijatelja. V ognju druge ljubezni, tvoj otrok postaja mož. Zadnjikrat vzemi me v naročje, mati bodiva prijatelja. Res nikoli. Nikoli v nobenih sanjah si ne bi mogla prisanjati, da bo še kdaj v tej deželi katera mati iskala grob svojega otroka. Da bo kost
kost, sestavljala telo, da bo sestavljala zgodbo genocida. Popolnoma nepripravljena bom, popolnoma naivno verjela, da se kaj takega tu ne more več zgoditi. Komu bom pripovedovala zgodbe o svobodi, o bratstvu, o sožitju? Kdo bo to poslušal? Kdo bo kriv za genocid? A tisti, ki so ga ukazali? Tisti, ki so ga izvrševali? Ali tisti, ki so gledali stran? Ne bom pozivala k maščevanju, samo k sožitju. K sožitju. Spet so se prikazali kljukasti križi na zidovih. Žalostna zapuščina studnih morilcev v tem času, ki je še vedno zapisan smrti. Ne delajte se, kakor da ne vidite. Nekoč je iz zidov brizgala kri in za voljo nje smo menjali ulicam imena. Preštejte majhne marmorne plošče. Na tisoče pokončanih življenj, z rvjo, z mučenjem in svinčenkami. Če nočete, da bi umrli zaman, ne delajte se, kakor da ne vidite. Kako bomo pogledali svojim otrokom v oči, če bomo spustili vrnitev mrkih prikazni preteklosti? Ali bomo morali spet videvati sence velikih morilcev, kako s krvjo pleskajo na hišne zidove ogromne kljukaste križe? Ne delajmo se, kakor da ne vidimo.
l'uomo potrà mai imparare a vivere senza ammazzare. Il vento mai si poserà. Mi smo žive priče, kaj je fašizem in nacizem. Kadar slišim nekoga, ki reče, sej to ni bilo, sej ni bilo res, sej to so izmišljotine, ne morem verjeti, da lahko še kaj takega rečejo. Če hoče, da nas prizadane, take kot sem jaz, nas zelo prizadane to. Danes grem zadnjič in želim se intimno posloviti. Moja mladost, ki sem jo pa preživela, od vseh tistih, ki so morali tam umreti. Tam imate vi kupe čevljev, kufrov, oblek. Kjer je to že videl, sigurno ne more biti neprizadet. Nikoli se ne pove, da imamo Slovenci grobove v vseh pokrajinah takratnega Tretjega rajha. Vse to, kar se sedaj dogaja, je nekako preslikava pred 80 leti. Odkar je človek, je mučil človeka, nažalost. Imejte radi domovino, tako kot smo imeli mi radi. To vam bo zagotovilo svobodno življenje v svobodni domovini. Bodite pošteni in pravim, ponosni na našo Slovenijo. Ne dovolimo, da nam v srca, v misli se vtihotapi sovraštvo, nestrpnost. Naše pravilo je solidarnost in ljubezen. Tako zmagujemo. Žena lahko vpliva na družbo, da tako postane del družbe v njeni aktivnosti. To se pravi z odgovornostjo srca. Brez te ljubezni ženske ne bo iz sveta nič, razen sama nesreča. Svoje si želimo, da bi
Ko mene več ne bo, bo vse tako kot zdaj. In zemlja in nebo bo pekel in bo raj, ko mene več ne bo. Ko mene več ne bo, bo glasba še igrala, nekdo ti bo prepeval in ti se boš smejala, ko mene več ne bo. Izmišljenim besedam nekakšnega poeta, ki sredi morja čustev spregleda tvoja leta in sploh ne ve, da midva sva se to že imela, da sva v drugačnih časih vse to že doživela. Le malo bolj počasi, po dolgem in počez, le malo bolj naskrito in malo bolj zares, ko mene več ne bo. Bo smeh otrok ostal in našel se bo kdo, ki te bo še poznal, ko mene več ne bo. Morda te vpraša zame, kje hodim zadnje čase, če sem se res spremenil in sem zaljubljen vase, pa mu povej, da midva sva to že preživela, da prav tako kot mnogi morda preveč želela. Le malo bolj počasi, po dolgem in počez, le malo bolj naskrito in malo bolj zares, ko mene več ne bo. Bo vse še vedno isto, te hiše in dvorišča, ti parki in igrišča, ko mene več ne bo.
ko mene več ne bo. Ko nas več ne bo, bo ostal posnetek današnje proslave oziroma shoda za mir. In ostala bo zaveza ohranjanju vašega spomina, tudi v imenu vseh nas danes nastopajočih na prireditvi, ki jo že skozi vsa ta leta organizira taboriščni odbor Ravensbrück s predsednikom Matjažem Špatom. Vse vojne, vse bitke, vse fronte, porojene iz pohlepa, po ozemlju, po moči, po slavi, po denarju, po nadvladi, so nesmiselne in obsojene na poraz. Le upor za pravo stvar, za svobodo, za dostojanstvo in za človekove pravice je tisti, ki je lahko zmagovit. In vi, tukaj danes zbrani, ste naš kažipot. Zdi se mi, da mali narodi bolj ali vsaj drugače ljubimo svojo domovino, kakor jo ljubijo veliki. Majhna je. In ker ne moremo opevati njene prostranosti, opevamo in poveličujemo njene kotičke, ki so polni lepot. Kajti lepota je podobna resnici. Domovino branimo največkrat preprosto, kar z golimi rokami. Toda branimo jo uspešno. Kajti prvi porok zmage je besna zaljubljenost, ki ne presoja in se zato tudi ne umika pred sovražnikovo premočjo. Da, najprej je potrebna ljubezen, ki je vsako uro pripravljena dvigniti roko v bran. Potem šele prideta na vrsto razsodna misel in orožje. Ena izmed vas, taboriščnic, je v enem izmed svojih zadnjih intervjujev dejala: domoljubje je najprej ljubezen do sočloveka. Sprva je vsaka vojna, čeprav je morda daleč proč, le uvodna novica časopisov, je prva minutaža informativnih oddaj in socialnih omrežij. Sprva je vsaka vojna, čeprav je daleč proč, občutena v naših srcih. Pa mine mesec in mine leto. In vojna, čeprav je morda čisto blizu nas, postane le še novica iz sredice časopisa, novica, da pač zapolni programski čas. Prve žrtve vsake vojne imajo imena in imajo priimke, sčasoma pa postanejo le še številke. Le nekdo iz množice več kot 1 milijon mrtvih na obeh stranih. Denimo v vojni v Ukrajini, med njimi skoraj 700 ubitih otrok in več kot 1800 ranjenih. Otrok v Gazi, nekdaj z imenom in priimkom, postane le nekdo izmed 50 000 ranjenih in mrtvih otrok. Postane le nekdo iz množice sestradanih otrok. In to je problem. Zlo se rodi, ko preveč ljudi pogleda stran. Zato moramo ustaviti roko vsem tistim, ki bi želeli zgolj zamahniti z njo in reči češ, to ni naša stvar. Mi tu vemo, da to je naša stvar. Vedno in povsod, ko so kršene človekove pravice. Kajti vsi se rodimo svobodni. Rodimo se svobodni z enako pravico do življenja in z enako pravico do iskanja sreče pod svobodnim soncem. Sanjam deželo, ki pravični mir pozna. Dolga je cesta, po kateri prideš tja. Ta pot je brez konca,
a vodi naprej. Premnoga življenja ugašajo ob njej. Krste junakov zamudile so pokop. Mati za manje položila cvetje v tom, žaluje še zemlja, oblita s krvjo. Svinčeno je morje, železno je nebo, svobodno sonce naj sije spit na to deželo in na ves svet. Svobodna bliza za vse ljudi, to pogrmenje najprej glasi. Mrtvi zvonovi so bili brez zaklonišč. Zadnja svetloba bo razuma bide bliž. A človek ne more verjeti v temo. Odprimo se okna in ozrimo se v nebo. Svobodno sonce naj sije spet na to deželo in na ves svet. Svobodna pisa za vse ljudi, to pogrmenje najprej glasi. Katedrale, mostovi, domovi, bolnišnice, gledališča, plesišča, magistrat. Stvari izgubljajo imena. Vse bolj kot hiše so brez vrat. Svobodno sonce naj sije spet na to deželo in na ves svet. Svobodna pisem za vse ljudi, to pogrmenje najprej glasi. Svobodno sonce naj sije spet na to deželo in na ves svet. Svobodna pisem za vse ljudi, to pogrmenje najprej glasi. Svobodno sonce naj sije na svet, na svet, na svet, na svet. Z vami smo bili orkester Slovenske vojske, vodi ga Mitja Dragolič, solistka Katja Rihtar.
Ponovno z nami tenorist Martin Sušnik. Nepogrešljive balerine baletne šole Stevens pod vodstvom Nene Vrhovec. Brata Jemc in pevka Maša Demšar. Letos prvič tudi mladinski pevski zbor Limbar Moravče, ki ga vodita Elizabeta Pirnat in Patricija Gabršek. In seveda številni sodelavci televizije Medvode, vključno scenaristko Silvano Knog, ki je zbrala in povezala pričevanja žrtev vojnega nasilja in jih unesla v letošnji program prireditve, skozi katero pa sem vas vodil po natanko 10 letih ponovno Matej Ulčar. Doman Valič, vaš vsakoletni voditelj, ki smo ga tudi videli danes na ekranu, ima druge prijetne zadolžitve, ki verjamem, da bi jih bila zelo vesela tudi dedek in babica. Muzeji hranijo dokaze, zgodovinske knjige izprečujejo dejstva, žive priče pa nosijo spomine, težke, obremenjujoče spomine. Zato en velik aplavz danes prosim tudi vsem tistim, katerih pričevanja smo slišali. Žal večine ni več med nami, zato pa je bila na odru njihov glas, igralka odra 3 herojev iz Pirnič, izjemna Anica Horvat. Nekatere pa so še danes med nami in zato jim bosta predsednica Republike Slovenije ter predsednik taboriščnega odbora Ravensbrück podelila rdeč nagelj. Tako, prosim še enkrat en velik aplavz in zahvala vsem zbranim živim pričam. In seveda je bil danes z nami tudi tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič.
In današnjo prireditev zaključujemo kako drugače kot z njihovo pesmijo upora, kajti ta svet je pesmi vreden. Let 1000 in ne samo 1000, 2000. Še del in še del smo hlepeli, hlastali po tebi ti leto poslednjih računov in prvih sadov. Ti, ki so sužni, se zate borili, ti, ki tlačani so zate gojili, ti, ki od tebi smo vsako jesen govorili, vsako jesen, ki je bil svet prav tako grobišče, takrat smo si mislili, kmalu nas sreča in pomlad obišče. To leto bo leto naše in naša bo letos pomlad. Prišla bo tako, kot prišla je enkrat, a vendar drugače. Osvetjem, a s puško na rami. Letos bo v boju prišla in s kosami, s katerimi bomo plevel pokosili, z rokami prišla bo, ki z njimi iz kamenja bomo gradili, iz kamenja tega sveta, ki letos ga bomo zrušili. Zato bo to leto le naše in naša bo letos pomlad. Svetele, pobočja akacij, vinogradov, komaj so zbrsteli gozdovi in meje, ter ozeleneli kostanji in trave, je že nekdo s to črno in zasmehljivo barvo slonel na tej zemlji, da bi si jo prisvojil, da bi jo s puško in terorjem zaznamoval in jo napravil svojo last. Ta črna barva dučeja, ti okovi, to slepo ječanje prinaša novo usodo, ki jo bomo odpečatili, če tudi s krvjo, če tudi s solzami. Pravim ti, brat, bodi močan, delaj, delaj in te ne morejo uničiti. Delaj in stremi za tem, uresničiti jasno resnico najglobljih spoznanj. A zdaj je treba borbe v nas, svete borbe, brez strahu. Treba, da spoznamo svoj obraz in da spovemo, mi smo tu, mi smo tu. Borba
Pozdrav praporščakom, ki zapuščajo prizorišče.